V zadnjih tednih je precejšnje razburjenje v javnosti povzročil podatek, da so ogromne razlike med posameznimi cepilnimi centri po državi. Medtem ko v Kočevju vabijo na cepljenje precej mlajše posameznike, pa drugod niso na vrsto prišli niti 75-letniki. Zakaj je tako, pa nam bo povedal naš strokovnjak za vse, Miran Šanka. Miran, pozdravljen! Živijo, Tilen. Najprej takoj povem, da jaz nisem strokovnjak za cepljenje. Niti za sadno drevje, niti za atome, kaj šele za COVID. Tako da tudi v tem Kočevju jaz nič ne vem. Sem pa slišal, da tam dol neki mutijo. Kje v Kočevju? Prosim? To si ti rekel, Tilen. Jaz v Kočevju nisem rekel nič. Sem pa slišal, da so te njihove zgodbe o tem, kako so precepljeni, malo tako, da to štejejo, tako kot gostilničar šteje pere ob te zadnji rundi. 1, 2, 24, Pa jaz so vmes po nesreči tudi tega medveda cepali. Je gospa pripeljala pa rekla, da je to njen mož in še je domov prišla pa dala očala gor, je videla, koga je, No, ampak medvedo so pa vsem gladko šteli med te cepljene. Ker v javnosti bolj krožijo informacije, da so v Kočevju bolj precepljeni, zato ker so se dobro organizirali, ne? Tilen, pa kaj sem jaz rekel? Jaz itak nič ne vem. No, sem pa slišal, da je Kacin čist besen. Da kaj se imajo teli v Kočevju takole zorganizirati. In jaz se kajle čist strinjam z Jelkotom, to moram povedati. Ene standarde je pa treba imeti. A smo ena država ali nismo? Ne more cela Slovenija cepiti s hitrostjo 25 na uro, v Kočevju pa 100 na uro. To je isto, kot če dobiš enega tam mladega, zagretega v službo, pa začne delati kar nor. Vse je že fajn, da on dela. Sam pa vsi ostali izgledamo, kada nič ne počnemo. Miran, nisem vedel, da imaš ti tu dejansko službo. Kaj? Ja pa normalno, da imaš službo, Tilen. Koga si pa mislil, da skele cele dneve sedim za šankom pa nekaj razlagam? No, tole ti bom še razložil v Kočevju. Če so oni toliko kul, zakaj pol nimajo svojih registrskih tablic? Zakaj morajo ljubljanske furati? No, se mi je zdel. Miran, oprost, ampak malo se mi zdi, da je tukaj v igri malo nevoščljivosti, no? Nevoščljivosti, Tilen, pa kje pa? To je sam zdrava tekmovalnost med regijami. Ker jaz sicer ne vem, Sam sem pa slišal, da se hočejo tudi v drugih krajih sam organizirati. V Mariboru so baje že rekli, da če znajo lente organizirati, kako ne bojo enega cepljenja. In bojo zdaj naredili cepljenje promenado. Naredili bojo gužvo dol ob Dravi, pa bojo pa noter zdravnike spustili, pa jih bojo kar špikali. Še vedno ne boš, da si bil cepljen. Pa vsak cepljen dobi pleskavico, kaj češ lepšega. Vidiš, to pa že zveni obetavno. Kaj pa drugi kraji? Se tudi kaj organizirajo? Lej, kot sem ti že rekel, jaz ne vem. Ampak kakor vem, bo zdaj vsak kraj cepil po svoje. V Halozah so baje že uspeli AstraZeneca v buteljke spraviti, tako da zdaj mešajo 1:1 z Radensko, pa je baje že skoraj 15% precepljenost. V Ljubljani pa so začeli prodajati cepiv po 100 evrov in je naenkrat ful interesa. Prej je bilo za 100 in so vsi neki cincali, zdaj je pa vrsta okrog celega BTC-ja. Ampak glej, Tilen, tega nisi od mene slišal, jaz nič ne vem. Zmenjeno, Miran, in hvala ti za še eno izčrpno in predvsem zanesljivo poročilo. Se vidimo. Vemo, kaj moramo narediti. Subscribe. In je. Vidite, a je bilo tako težko.